Na drugi strani, 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 na drugi strani. Kot sem že v samem naslovu nekako omenila, bo ta pogled mogoče malce drugačen pogled na fotografski fond Toneta Stojka v našem muzeju novejše zgodovine Slovenije. S Tonetom res sodelujemo že vrsto let in naj bo v bistvu ta predstavitev tudi primera dobre prakse, kako v bistvu z pregledovanjem, z hkratnim snemanjem, v bistvu pričevanj, uporabo različnih virov pridemo res do izjemnih rezultatov. Fotografa Toneta Stojka posredno spremljam že praktično kar nekaj desetletij. Za začetek ga ne predstavljam z neko klasično fotografijo, pač pa z ilustracijo Damjana Stepančiča, ki se je znašel v neki knjigi, ki jo bom omenila v nadaljevanju. Moji prvi spomini nam pa sežejo v leto 1988, v čas, ko se je v bistvu moja neka najstniška apolitičnost pod vtisom tega poletja 1988 postopoma preoblikovala v spremljanje, naraščajoče zanimanje in vestno poslušanje iz prvega Radia Študent, ki je julija 1988 intenzivno in inovativno poročal o dogajanju pred stavbo vojaškega sodišča v Ljubljani na Roški cesti. Sojeni četverici, znani tudi po kratici EBTZ, vse močnejša civilna družba, odločen, dosleden, na trenutke pikolovski ter tudi v namen obveščanja javnosti ustanovljen odbor za varstvo človekovih pravic so krojili tisto vroče poletje leta 1988, torej poletja pred 33 leti. Tednik mladina, ki v tistem času dosegal danes neslutene naklade, je s fotografijami dodatno vizualiziral takratno dogajanje. Pritegnil je tudi mene. Med listanjem je bilo seveda razumljivo naleteti tudi na fotografije Toneta Stojka. Mladinega fotografa in urednika fotografije že od leta 1971. Čeprav ne na naslovnici ali pa prvi strani in tudi ne takoj po njenem nastanku, je pečat oziroma povod dogajanja, ki sem ga pravkar opisala, da tudi danes kultna 31. maja 1988 na skrivaj posneta fotografija Toneta Stojka, torej aretacija takratnega publicista Janeza Janše. O tej prvi fotografiji, torej politične aretacije v slovenskem prostoru, je napisanega že zelo veliko. Bila je predmet televizijskih prispevkov, glavna junakinja številnih razstav in raziskav. Nenazadnje tudi za ilustracijo Damjana Stepančiča, prikazana v knjigi, ki sem jo omenila na začetku, in sicer v knjigi Osamosvojitev, ki je bila izdana lansko leto in seveda je eden od junakov tega dogajanja, ki opisuje predvsem obdobje od leta 80 do 92, tudi fotograf Tone Stojke, s katerim sem v nadaljevanju tudi začela sodelovati. Vmes sem zaključila, bom rekla tako, svoje najstniško obdobje, se morda nezavedno pod vplivom teh dogodkov konca 80-ih, začetka 90-ih let vpisala na študij zgodovine in se še pred njenim zaključkom tudi zaposlila v Muzeju novejše zgodovine v Ljubljani, torej v Cekinovem gradu na obronkih ljubljanskega Tivolija. V ustanovi, ki poleg bogatega nabora predmetov, to moram predvsem poudariti, danes hrani tudi daleč največji fotografski fond, ki ga je pravkar predstavila tudi Andreja iz obdobja 20. in 21. stoletja v slovenskem etničnem prostoru. In leta 2006, v času, ko so začeli pogovori z Tonetom o morebitnem odkupu njegovega fonda, večinoma mladininih fotografij iz obdobja, torej tam nekje leta 71 do 94, sem tudi postala kustosina za obdobje po letu 80, vpletena več razstavnih projektov, ki so na različne načine predstavljali zadnje desetletje pred razpadom socialistične Jugoslavije. In skoraj nepogrešljiv del razstavnih prezentacij so hitro postale tudi Stojkove fotografije. Če v bistvu se sam ustavim pri teh fotografijah, to so v bistvu zdajle ena najbolj vročih fotografij v tem času, najbolj iskane, te so sicer iz Pekar maja 1991, izredno res iskane tako strani medijev, različnih ustanov, inštitucij in v bistvu skoraj vsakodnevno zdaj delam z njimi, jih pošiljam in tako naprej. V bistvu to so fotografije, ki jih je Tone Stojko res posnel v teh prelomnem obdobju leta 1991, bil res zraven vse povsod, z neverjetno intuicijo, vedno zavohal, kje se kaj dogaja in to tudi dokumentiral.
Tukaj sem dodala praktično še spet 2 fotografiji, ki sta spet zelo iskani v tem času ob 30-letnici, torej nastanek države 25. junija 91 in pa seveda slovesna razglasitev te neodvisnosti. Z njegovim odkupom pač z tega fonda leta 2007 je MNZS postal bogatejši za več kot 60, večinoma črno-belih fotografij Toneta Stojka, Leica formata in pa tudi formata 6x6, ki je časovno pokrival obdobje vse od leta 68 do 94. Tonetov fond je bil v primerjavi z fotografi starejšimi, katerih gradivo smo že hranili v muzeji, ob predaji zelo zgledno urejen, shranjen po tematskih ali kronoloških tekočih fotografskih albumih, datiran, večinoma osnovno dokumentiran in velik del je bil opremljen tudi z kontaktnimi kopijami, ki v bistvu so izredno pomembne in zelo pomagajo praktično pri nadaljnjem delu z samim gradivom in pa samo zbirko. Odločitev takratnega, tudi zdajšnjega direktorja, dr. Dežmana, da mi kot kustosinji muzejskega oddelka, ki naj bi se sicer ukvarjala predvsem z muzejskimi zbirkami, zaupa fotografski fond Toneta Stojka, je bil praktično prelomen tudi za mojo nadaljnjo poklicno pot. Obdobje slovenskih 80-ih, ki sem jih in jih še vedno pokrivam, je odlično sovpadlo z njegovim fotografskim fondom. Predvsem bom rekla, seveda, fotografski fond zajema vse od leta 71, ampak res ta močen, zelo v bistvu iskan in pa zelo poznan fond pa izvira predvsem z druge polovice 80-ih in začetka 90-ih. Obdobje torej slovenskih 80-ih, ki sem jih in še vedno pokrivam, je odlično sovpadlo s tem. In fotografije strani Tednika Mladine, omenjene na začetku tega prispevka, sem začela gledati iz drugega zornega kota. Tokrat neposredno, ne več posredno, in če nekoliko asociiram na naslov te razstave, kar naenkrat sem bila na drugi strani. Ne sicer fotoaparata, ampak na drugi strani kot opazovalka tega fotografskega procesa. In postala sem skrbnica prelomnega dela fotografske zgodovine, ki sem bila tudi sama priča. In Stojkovi skrbno urejeni negativi, na katere svojo izjemno intuicijo in zmožnost, da se je vedno pojavil tam, kjer se je in če se je kaj dogajalo, kot je Vlado Miheljak tudi napisal v nedavno išli monografiji fotografski Toneta Stojka, Naša jeza je brezmejna, je zapisal tudi fotografsko abecedo slovenske demokratizacije in so imeli še dodatno boniteto njihovega ustvarjalca, ki je lahko orisal okoliščine nastanka samih fotografij. In sicer kako pa sicer poteka postopek po prevzemu fotografske zbirke? Nekaj je že povedala Andreja, mogoče na kratko še jaz. Najprej v bistvu je osnovni pregled in popis nove zbirke, ki jo pridobimo. V tem primeru in po zaslugi Tonetove doslednosti in sprotnega dokumentiranja praktično ta pregled, popis niti ni bil potreben. Sledi inventarizacija gradivov. V primeru fotografskih posnetkov vsak izmed njih dobi svojo inventarno številko. Zelo pomemben temelj za nadaljnje delo je natančen, podroben opis negativa z identifikacijo čim več elementov razvidnih z njega. Tako prepoznavanje oseb, morebitnih dogodkov, predmetov, napisov in tako naprej. Predvsem pa so pomembni tudi posredne informacije pridobljene iz drugih virov, torej iz knjig, člankov, seveda primarnih tudi časopisov, kjer je bila fotografija objavljena. Še pomembnejše pa tudi pričevanje samega avtorja, ki jih poda. Stojkov spomin, če sem zelo stereotipna spet, bom rekla, da je fotografski, je izjemen, zanesljiv, o morebitnih spominskih luknjah pa ne ugiba. V večkratnem opisu istega posnetka v daljšem časovnem obdobju se njegove informacije ne spreminjajo in so praktično vedno isto. Ni zgodba ponavadi enkrat taka, drugič taka, drži. Seveda pa to ne Stojko, tukaj le bomo rekli na fotografiji iz časa vojne. Ni le fotografsko beležil obdobje demokratizacije, ampak je bil tudi sam njen pomemben akter, številnimi poznanstvi z najpomembnejšimi akterji tega časa in kot mladini fotograf druge polovice 80-ih let še vedno v osrčju dogajanja. In njegove reportažne fotografije nastale v 80-ih in v začetku 90-ih let niso bile samo dokument dogajanja, pač pa tudi javno sredstvo, ki je poganjalo družbene procese. In verjetno najbolj razumljiv in plastičen način predstavitve procesa dela in muzeološke obravnave fotografskega gradiva je praktičen primer. Morda pod vplivom bližajoče spet se obletnice, pa tudi zaradi odličnih fotografij ustvarjenih v izjemnih razmerah, vam bom predstavila v bistvu primer tematsko zaključenega fotografskega albuma, ki ga je Tone Stojko za razliko od večine ostalih tudi poimenoval
To je tale album, The War. Zagotovo gre za enega od fotografskih zakladov, ki jih danes hrani naš muzej. Gre za 1254 negativov Leica formata, posnetih v času agresije JLA na Slovenijo, med 27. junijem in 5. julijem leta 1991 in pripoveduje zgodbo o posameznih poglavjih obrambe novonastale države, v kateri se na fotografskih podobah prepletajo doživetja njihovega avtorja in ljudi, ki jih je srečeval in dokumentiral na svojem 9-dnevnem popotovanju, lahko bi rekli, po Sloveniji. In prav to zgodbo, v bistvu, tega albuma sva s Tonetom leta 2016 želela ponovno buditi. In v 2 snemalnih pogovorih, prvega 22. marca 2016, sva v pregledovanju fotografij poskušala rekonstruirati dogodke izpred takrat 25 let. Delo pregledovanja skeniranih negativov je zahtevalo natančnost, vztrajnost, doslednost. Rezultat je bil odličen pregled in pogled v mikrozgodbe posameznih fotografij. Natančen opis fotografske opreme, ki jo takrat uporabljal, in opis sosleda dogodkov. Informacije torej, ki jih pozna in razkrije samo avtor sam. Album je sicer del njegovega bogatega fotografskega opusa, ki ga zelo dobro poznamo, ga ne bi v bistvu niti toliko opisovala. Kot sem že omenila, v bistvu hranimo preko 60,000 posnetkov, ki jih je v glavnem, ne pa vse seveda naredil kot fotograf in pa urednik fotografije pri reviji Mladina. Je pa Stojko, kot sem že omenila, se vedno znašel tam, kjer se je kaj dogajalo. Nekako res neverjetna intuicija in v 80 letih je postal spremljalec porajanja teh novih demokratičnih procesov. Kronološko je beležil korake v nastajanju nove države, bil prisoten pri aktu njene osamosvojitve, razglasitvi in posledični obrambi, ki so jo potem podelala praktično v temle prispevku. Pa pojdimo na zgodbo vredno tudi, lahko bi rekli, filmske uprizoritve, ki so jo sestavila na podlagi Stojkovih fotografij, njegovega pričevanja, literature in pa predvsem časopisnih virov. Njegovo glavno orodje v tistem času sta bila fotoaparata Canon, F1 in več vrst objektivov. Nepogrešljiv del opreme je bil tudi v Münchnu kupljen ameriški fotografski jopič znamke Tamrak. Mladinovo fotografsko ekipo so v tem času sestavljali še Barbara Sršen, Danes Čeferin, Diego, Andrej Gomez, Borut Kranjc in Miha Fras. Za izjemo prvega dne je Tone Stojko deloval sam in smer vsakodnevne poti pa izbral na podlagi radijskih novic. In v zgodnjih jutranjih urah 27. junija ga je prebudil telefonski klic mladinine fotografinje Barbare Sršen s poročilom, da tanki Jugoslovanske ljudske armade prodirajo proti letališču Brnik. Zgrabil je fotografsko opremo, se usedel v svojo katrco, bele barve, še eno od mnogih, in se z ljubljanskega naselja BS3 odpravil v smeri Šentvida. In na izvozu na hitro cesto proti Gorenjski poslikal poškodovana tovorna vozila v barikadi, ki so jo tanki iz Vrhnike delno obvozili na poti proti Brniku. Potem je na lokalni cesti v Gozdičku za Vozdicami dohitel oklepna vozila leve kolone, ki je ob zjutraj krenila iz vrhniške vojašnice ter preko Brezovice, Toškega čela in Šentvida prodirala proti letališču in ga dosegla okrog 6. ure zjutraj. Stojko poslikal mimo manjše barikade prodirajoče oklepnike in se potem že odpravil od prejšnjega dne za zračni prostor zaprtemu letališču Brnik. V bližini vhoda na letališki kompleks se je ustavil pred cestno barikado iz avtobusov, kjer je bil že del desne kolone, če smo malo bolj natančni, iz Vrhnike, ki je okrnjen tja prispel okrog 5. ure zjutraj. Odpravil se proti tanku, ki je preprečeval prehod in hkrati zbujal radovednost civilistov. In med posadko je stopil vojak v temnem tankovskem kombinezonu, ki se je z nevoljo odzival na Stojkovo fotografiranje in se kasneje z delom posadke vrnil do pokvarjenega tanka v Mostah pri Komendi, da bi preveril stanje posadke. Tam je nastala odlična fotografija vojaka JLA, ki je kmalu za Stojkovim pritiskom za sprožilec fotoaparata opozorilno streljal nad njegovo glavo. Potem, ko je odigral vlogo posrednika med pripadniki JLA in TOS, ki so se nahajali v bližini, se je odpeljal proti Trzinu. In tam v bistvu poslikal še posledice tega prodora druge kolone, ki je iz Vrhnike prodirala proti Brniku. Tega dne je zanesljivo beležil tudi utrip Ljubljane. Med drugim cestne barikade v podvozu Titove in pa Celovške ceste v Ljubljani. 60. dne se je potem do 13. ure ponovno prebil do Brnika, kamor sta kasneje prispela tudi mladinina sodelavca Ali Žardin in Ervih Hladnik Milharčič.
Skupaj so se potem skozi Šentjakov, Črnuče in skozi Ljubljane še vedno prisotnimi znaki praznovanja prejšnjega večera odpeljali v smeri Primorske, kjer so se že dan prej začeli premiki oklepnih enot Jugoslovanske ljudske armade proti meji z Italijo. Po glavnih in stranskih potez so prispeli do Vrtojbe, kjer sta prvotni mir prekinila 2 tanka, ki jo je smerjala pred njimi vozeča rdeča zastava 101. In okrog 19:30 sta se ustavila nekaj 10 metrov pred mejnim prehodom in s tem za nekaj časa ustavila svoj jutranji prodor iz Vipave. Mladina in trojica se je nato odpravila še naprej, še na en mejni prehod, nekaj kilometrov daljal mejni prehod Rožna dolina, ki so ga prav tako vse popoldne oblegali tanki. Okrog 22 so slovenske enote predale mejni prehod in se umaknile z meje. Pol ure zatem se je podoben scenarij odvil potem tudi na Vrtojbi. Stojko se je z novinarskimi kolegoma vrnil v Ljubljano. Naslednjega dne, 28. junija, je bil Stojko ponovno na Brniku. Prispevek malo po zaključku letalskih napadov jugoslovanskega vojnega letalstva lahko poslikal le posledice, torej uničena vozila na parkirišču pred letališčem, potem v bistvu poškodovana letala Adrie in pa tudi uničeno barikado iz avtobusov. Tega dne je bil tudi priča dogodku, ki je nedvomno zaznamoval njegovo nadaljnjo pot vojnega fotografa. Smrt 2 mladih avstrijskih vojnih poročevalcev. Pred usodnim dogodkom je srečal in tudi opozoril na tanki JLA ob bližnjem gozdu z dobrim pregledom nad letališko stezo. Nato pa sredi kratkega popoldanskega dremeža v letališki stavbi zaslišal nekaj strelov iz težkega orožja. Stekel je na plano in se pridružil gasilcu, ki smo ga tudi nekako identificirali, ime mu je bil Branko Poljanšek, ki gasilski avto že usmeril proti goreči gmoti sredi letališke steze. Stojko lahko le poslikal še v bistvu goreč Nissan Safari Jeep in silhueti mladih Avstrijcev, Nika Fogla in Norberta Wernerja. V zadevi teh smrti mladih Avstrijcev, tukaj citiram, je bil obtožen Danilo Radovanović kot poveljoči častnik takratne Jugoslovanske ljudske armade. 24. junija 1992 je bil oproščen obtožbe, da je storil kaznivo dejanje umora. Višje sodišče v Ljubljani je to sodbo razveljavilo in zadevo vrnilo sodišču v nov postopek. Pripor je bil odpravljen, Danilo Radovanović je nato odšel v takratno Zvezno republiko Jugoslavijo. V ponovnem postopku je okrožno sodišče v Kranju proti njemu 5. oktobra 1998 znova odredilo pripor in odredilo tiralico. To so dejstva, ki so jih posredovali z urada predsednika okrožnega sodišča v Kranju, ki smo jih takrat zaprosili za podatke. In v sodnem postopku, ki se ga je udeležil Tone Stojko kot priča, je prejel tudi dragocen nauk sodnika. Vsak človek ima neko količino sreče v življenju in vi ste svojo srečo že porabili, mu je rekel. Tudi v soboto 29. junija se je odpravil proti Brniku. Ne zaman se je naredil serijo izjemnih posnetkov predaje zvezne milice in vojakov Jugoslovanske ljudske armade, ki so se že od prvega dne agresije izkrcali na Brniku in so nato vse skozi tam zadrževali. Povsem po naključju in opremljen praktično za informacijo, da je na tem območju teritorialna obramba, je Stojko med hojo po gozdičku, torej v bližini Brniške steze, vzhodno od letališke stavbe, naletel na manjši vojaški kamion teritorialne obrambe in odpeljal ga do skupine teritorialcev, ki so se odpravili proti zgradbi na vojaškem delu letališča, kjer so se že predtem dogovorili o predaji. Kasneje pa so bili pripeljani v zbirni center v prostore Gorenjskega sejma v Kranju. Na poti proti domu je v Šentvidu pri Ljubljani v bližini vojašnice Borisa Kidriča, takratnega s tem imenom, naredil še nekaj posnetkov uničenega osebnega vozila, s katerim so se ženi častnikov Jugoslovanske ljudske armade v zgodnjih jutranjih urah kljub opozorilu zapeljali mimo zavarovane barikade in na mino. Vozilo je bilo uničeno, obe voznici ranjeni, ena huje in prepeljani v ljubljanski klinični center. Na kasnejšem fotografskem pohodu po centru skoraj prazne prestolnice je med drugim srečal tudi Igorja Vidmarja in pa Petra Mlakarja. V ozadju, mogoče če je bila fotografija večja, pa bi naleteli tudi v bistvu na plakat By Victory, ki jih je studio Novi kolektivizem natisnil v prvih dneh vojne in s pomočjo prijateljev tudi v bistvu polepil po Ljubljani. V nedeljo 30. junija je Slovenija ob 9. prebudil zvok siren z opozorilom na zračni napad. Že vzletela letala so se zaradi različnih vzrokov vrnila na matično letališče, na Larem bil čez dobro uro končan. Stojko pa je poslikal takrat svoje sosede, znance, prijatelje, ki so se umikali v bližnje kletne prostore.
Med drugim je dokumentiral tudi objokan in zaskrbljen zakonski par in hkrati starša sina, ki je v tem spopadu se znašel praktično na nasprotni strani, torej v vojski Jugoslovanske ljudske armade. Tega dne se odpravi tudi pred varovano stavbo predsedstva Republike Slovenije, kjer je že čakala množica predstavnikov domačih in tujih medijev in med drugim se je o tehničnih podrobnostih primera s slovenskim obrambnim notranjim ministrom prišel pogajati tudi admiral Jugoslovanskega vojnega letalstva in posebni svetovalec Anteja Markoviča, Stane Brovet. Med čakanjem na prihod pogajalcev je Stolko na drugi strani predsedniške palače, kjer je bil vhod v prostoru izvršnega sveta, naredil še serijo fotografij oboroženih pripadnikov milice in pripadnikov 3. razvojne skupine, kasneje še prve specialne brigade Moris. Zelo oblegana tudi na ostalih fotografijah, iz ostalih fondov, da se znaša ta mlada prikupna miličnica, oborožena s kalašnikom. Potem so se slednji v spremstvu dveh predstavnikov specialne enote milice pojavljali tudi Brovetova sogovornika, obrambni notranji minister. Sledil ima še Jelko Kacin, od aprila 1991 minister za informiranje, osrednja figura vsakodnevnih tiskovnih konferenc v Cankarjevem domu. En od njih se je udeležil tudi Tone Stojko. Poleg poteka tiskovne konference je iz neposredne bližine fotografiral tudi kasnejši odhod predsedstva Milana Kučana ter njegovo gibanje v spremstvu oboroženih pripadnikov specialne enote milice skozi labirint hodnikov Cankarjevega doma. V torek 22. julija se je po Zasavski cesti v bistvu odpeljal do Brežic, kjer je bil priča napadu Jugoslovanskega vojnega letalstva na barikado na bližnjem mostu pri Čatežu ob Savi. Odpeljal se je v smer, iz katere se je večina umikala, poslikal goreč tovornjak v barikadi in gasilce, ki so reševali, kar se še rešiti dalo in se nato peš odpravil po hitri cesti v smeri Zagreba. Prispel je do minirane barikade iz tovornih vozil na krajšem mostu, in v dopoldanskem prodoru kolone oklepnikov iz Hrvaške, ki so domnevno prišli na pomoč blokirani koloniji oklepnikov JLA v Krakovskem gozdu. In kasnejšem napadu parov letal Jugoslovanske ljudske armade ni bila v bistvu ta barikada odstranjena, zato se je kolona usmerila na lokalno cesto. Kljub opozorilo o minah je barikado obšel, naletel na dve uničeni oklepni vozili, dva transporterja, in tudi odprte krste pred eno izmed njih. Pogled v notranjost mu je razkril žalosten prizor, spokojen obraz mladega mrtvega vojaka. In ko se je že vračal proti Brežicam, je prišlo do dogodka, ki mu je edinkrat v vojni, kot je takrat v bistvu navedel, pognal strah v kosti. In sicer v bistvu povedal: grem po cesti, naenkrat se pojavi zgodba, kjer ne vidim ničesar razen dreves, tank. In stala posledica tega je nastanek te enkratne fotografije, ki spet bom rekla, ne da bi delala reklamo, zelo iskana, zelo popularna in v bistvu res super fotografija, ki je tudi na številnih razstavah in pa raznih predstavitvah predstavljena. Kot je naprej opisal Stolko: kar obstal sem, če me bojo ustrelili, me bojo. Prišel na cesto, se obrnil v smeri uničenih oklepnih vozil. Polna adrenalina je nato naredil nekaj izjemnih posnetkov, ki smo, kot vidimo tukaj, enega izmed njih, potem pa se obrnil v smeri Brežic, tanka pa v smeri Zagreba. In preden je prispel do svoje katarce, ki jo pustil v Brežicah, je doživel še manjšo nezgodo z nekaj odrgninami, posledica sta bila tudi zvit objektiv in neuporaben fotoaparat. Z dodatnim, v bistvu še delujočim fotoaparatom pa nato šel skozi Zidani most, Celje, Velenje, Slovenj Gradec in prispel zvečer na Koroško, v Dravograd. Tam so slovenske obrambne sile že od jutranjih ur 28. junija blokirale premik oklepne mehanizirane enote JLA, ki je dan prej krenila iz Maribora. 2. julija okrog 15:30 je prišlo do spopada. Stolko se je v Dravogradu znašel ravno v času krajše prekinitve boja po 18. uri in se odpravil stanovanjsko naselje na hribu severno od Drave, kjer je v bistvu dokumentiral zelo različne motive. Tako aktivnost in počitek v bistvu pripadnikov naših obrambnih sil ter ustavljeno kolono ob vhodu v Dravograd. Kar nekaj posnetkov pa je naredil tudi potem v Dravogradskem zdravstvenem domu, kjer je preživel del noči. Znašel se pa v bistvu vmes tudi v bolnišnici v Slovenj Gradcu, kjer so bili poškodovanci nastanjeni v samo njim namenjen oddelek travmatologije. To v bistvu te vse podatke smo takrat zbirali in pošiljali fotografije in so nam v bistvu tedajni akterji v bistvu pošiljali tudi informacije.
Potem se 3. julija čez nikoli zasede mejni prehod Vic Katrcev, brez zadnje klopi ter s penasto gumo in spalno vrečo za priložnostni počitek, po avstrijski strani Koroške in Štajerske odpeljal proti Gornji Radgoni. Tam je naletel na avstrijske policiste in vojake, ki so kopali jarke za vkopavanje tankov. Zaradi v bistvu zaščitene s španskimi jezeci, bodečo žico in minami prehoda v Gornji Radgoni je v Slovenijo vstopil potem spet na mejnem prehodu Gederovci v Prekmurju in pred zminami zavarovanem mostu čez Muro v bližini Petancev je pot nadaljeval peš. V nadaljevanju se je pridružil teritorialcev, ki so se peljali na hribček v bližini Radencev. Tam je nastala tudi v bistvu ta posnetek skupine otrok, ki so si ustvarili lastno vojno, na srečo z lesenim orožjem. Istega dne pa je v bistvu posnel pa tudi zelo visokega, bomo rekli, častnika teritorialne obrambe Alojza Štajnerja, kot smo kasneje rekonstruirali. Ampak kot sem že omenila, je v bistvu kasneje tega dne posnel tudi umikajočo se kolono polkovnika Berislava Popova, ki se je začel umikati iz Gornje Radgone, ki jo je oblegal kar nekaj časa. Praktično se vidi, da je Tone Stojko bil res v centru dogajanja. Kot sopotnik Mercedesu nekdanjega predsedniškega kandidata Ivana Krambergerja, ki ga vidimo tudi na tej fotografiji, se je odpeljal proti več dni zasedanji v bojih močno poškodovani Gornji Radgoni, ki je tudi seveda fotografsko ovekovečil. Naslednjega dne 4. julija 1991 je bil zopet v Dravogradu, kjer se je praktično že znašel v začetku julija. In 400-letna distanca je sicer odnesla potek poti, ki ga je privedla do tja, je pa zato spomin utrgal podobe umikajoče se kolone, ki je bila teden dni blokirana pred mestom. Zadnjega dne, ki ga je Stojko preživel kot vojni fotograf, torej 5. julija 1991 se še enkrat podal na letališče Brnik, kjer je bil že prva 2 dneva v bistvu te obrambe Slovenije. In oklepna vozila, ki so v zgodnjih jutranjih urah 27. junija 1991 v bistvu prodirala proti Celju, torej proti Brniku, so bile sedaj naložene na transporterje našega podjetja SCT in spremljal jih je po hitri cesti v smeri Vrhnike. In na to potem zavil proti Šentvidu, kjer so že nameščali v bistvu kovane španske jezdece. To v bistvu praktično čisto proti koncu vojne. In podoben prizor je poslikal tudi v križišču Celovške ceste, v bližini Muzeja novejše zgodovine Slovenije, ki danes hrani tudi te njegove vojne lajka negative. Fotografski album se sicer kasneje zaključi na Nazorevi ulici v Ljubljani, kamor je Tone Stojko še zadnjič mladinemu laborantu Marku Janiku Maku nesel razvijene vojne fotografije. Svoje prve in zadnje vojne. Vedel je, da ne bo prestopil niti koraka več čez mejo s Hrvaško, kjer se je že nakazoval spopad večjih razsežnosti. In nisi dovolil, da bi ga vojna fotografija omamila. Na Hrvaškem ali v Bosni ni bilo toliko moja vojna, kot je bila tukaj v Sloveniji. Jaz sem svojo poklicno dolžnost opravil, osebno pa tudi, je v bistvu takrat povedal Tone. Tone je potem še nekaj let delal na Mladini, vedno več časa pa je namenjal snemanju gledaliških predstav. Njegova nova strast je postala podvodno snemanje. Vseeno pa je kot odličen dokument junijskih in julijskih dni leta 1991 ostal Stojkov fotografski dnevnik, torej teh 1954 posnetkov, nastalih v 9 dneh križarjenja po Sloveniji in zamejstvu, torej posnetkov različnih profilov oseb in dogodkov, ki so pomenili konec in hkrati začetek nečesa novega. Da počasi zaključimo, primerov dobre prakse pri dokumentiranju in prezentaciji Stojkovih fotografij je še kar nekaj. V razstavnem članku smo predstavili njegov opus kubanskih fotografij s festivala mladih in študentov na Višku poletja leta 1978. Njegove fotografije, že omenjene slovenske pomladi, so bile razstavljene večkrat tako v našem muzeju kot v drugih ustanovah. Torej, številne njegove fotografije so obvezen del tako razstavne, medijske, knjižne, publicistične predstavitve, ki želi vizualno prikazati obdobje intenzivnih procesov, dogodkov in sprememb, ki so zaznamovali zlasti drugo polovico 80. in začetka 90. 20. stoletja v slovenskem prostoru. Seveda pa ne morem mimo zadnjega in izrazitega primera dobrega sodelovanja med fotografom in skrbnico njegovega fotografskega fonda, in to je nedvomno obsežna fotografska monografija Toneta Stojka Naša jeza je brezmejna. Demonstracije o
68-2020, ki je končno podobo, sicer po kar nekaj letnem delu oziroma pripravah dobivala v koronavirusnem letu 2020 in šla pa aprila letos v sodelovanju Muzeja novejše zgodovine Slovenije in založbe Mladinska knjiga. S tem je praktično Tone Stojko dobil res enkratno v bistvu fotografsko monografijo o njegovem kontinuiranem spremljanju demonstracij, ki jih je v bistvu dokumentiral že leta 1968 kot mlad 21-letni mladenič in jih praktično spremlja že naslednjega več kot pol stoletja, kar je res unikum, bi rekla, ne samo v slovenskem, ampak verjetno tudi v svetovnem prostoru. V tej raznolikosti in motivnem bogatstvu Stojkovih motivov je bil tokrat prikazan res zelo majhen segment njegovih, bomo rekli, mladininih fotografij. Širša predstavitev pa bo čakala na naslednjo priložnost. Na drugi strani, 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 na drugi strani.